V remontu, ki bo predvidoma potekal do 2. novembra, bodo poleg zamenjave goriva za naslednjih 18 mesecev delovanja poskrbeli še za 2 sklopa, in sicer preventivno vzdrževanje tehnološke opreme in sistemov ter načrtovane investicije, ki jih nameravajo izvesti v letošnjem letu in na tej osnovi dvigniti zmogljivost jedrske elektrarne Krško za okvirno 10 megavatov. Eden največjih projektov, ki ga planiramo v tem remontu, je zamenjava visokotlačne turbine. To je komponenta, ki nam bo zagotovila dodatnih približno 10 megavatov električne energije v naslednjem ciklusu. To je tudi zadnja komponenta v sklopu turbine in generatorja, ki jo bomo letos zamenjali in praktično imeli obnovljen celotni turbogenerator set. Gre za zadnji remont v prvotno načrtovanem obdobju 40 let komercialnega obratovanja elektrarne. S tem remontom zaključujemo to obdobje in prehajamo v obratovanje nadaljnjih 20 let, tako zvano podaljšano obratovanje oziroma dolgoročno obratovanje, ki ima seveda za osnovo dodatne vsebine, ki so bile realizirane v preteklih 10 letih. Rožman je še izpostavil, da se je letna proizvodnja krške jedrske elektrarne v 40 letih dvignila s 4,5 na 5,6 teravatne ure. Se pravi, v 40 letih smo na temelju tehnoloških posodobitev, optimizacije gorivnega ciklusa, delovnih procesov, nenazadnje motivacije vseh zaposlenih dosegli plus 1 teravatna ura. Za primerjavo, kaj to pomeni? To pomeni 8 hidroelektrarn na spodnji Savi. V 32. gorivnem ciklu je jedrska elektrarna Krško neprekinjeno delovala 513 dni. Ne glede na to, da smo doživljali to poletje izjemno vroče in sušno obdobje, elektrarno smo vozili na polni moči in pomagali elektroenergetskemu omrežju, da je pripeljalo to energijo do vas in vseh uporabnikov. V zadnjih 18 mesecih je krška nuklearka v omrežje oddala 8,35 milijarde kilovatnih ur električne energije in s tem presegla načrtovano proizvodnjo. Naslednji remont bo spomladi 2024.